kako je potekalo? Predsedništvo državnega zbora smo razložili naše argumente za zahtevo po izboljšanju ekonomskega statusa zdravnikov. Mi si stavke ne želimo. Mi želimo, da bi se v tem prihodnem tednu, časa ni veliko, le približali obe pogajalski skupini. Upam, da nam bo to uspelo. Predsednik državnega zbora je izjavil, da te naše argumente v celoti podpira. Tako da mislim, da bo še kdo podobno mislil in da bomo prišli skupaj za pogajalsko. Hvala za Dolgo časa ste se v bistvu zadržali v pogovoru? Mi smo želeli natančno razložiti, zakaj pričakujejo zdravniki v Sloveniji boljše materialne pogoje. Verjetno to vsi poznate, od leta 2000 pa do danes so se plače v primerjavi s povprečnimi plačami v Sloveniji bistveno poslabšale. Plače zdravnikov so se poslabšale skoraj za 30%. In seveda nezadovoljstvo med zdravniki narašča. Obremenitve so vedno večje in pa bojazen obstaja, da bodo mladi zdravniki pričeli iskati službe v drugih državah Evropske skupnosti, kjer jim bodo nudili boljše materialne pogoje. Tega se mi bojimo in zato menimo, da je tudi na nas odgovornost, da na to opozarjamo, ker že sedaj primanjkuje zdravnikov, kaj bo, če bodo še mladi zdravniki odhajali po svetu. Gotovo ste se tudi o materialnih možnostih pogovarjali. Povedite, materialne možnosti, o tem se nismo pogovarjali, mi slišimo vse mogoče zadeve, predvsem strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje in menimo, da grožnja, da bi se položaj naših bolnikov materialno poslabšal, če bi se povečale plače zdravnikov, ta grožnja je prav gotovo nespodobna. Zato, ker mi vemo, da je v zdravstvu še vedno precej rezerve, materialne rezerve in če bodo zdravniki nezadovoljni, če bodo odhajali iz države, potem bo to najslabše za naše bolnike. Koliko pa je te rezerve po vaši oceni? Ja, to pa težko rečem. Pogledajte, leta 2000, ko je bil to razmerje 1:2,8, to se pa povprečna plača napram plači zdravnika. Danes, 2008, je boljša, položaj Slovenije bistveno boljši, ekonomski. Je boljša, večji BDP, boljša je tudi ekonomska rast in zakaj letos to ne bi bilo možno napraviti isto, pa je bilo narejeno leta 2000. Ali vam je gospod predsednik obljubil kakšno konkretno pomoč lobiranje pri ministru Virantu? Na to vprašanje bi težko odgovoril, jaz sem že prej povedal, da sprejema naše argumente. Mislim, da je to za nas dovolj. Profesor Poredoš, vemo pač, da je v tej situaciji stališče vseh treh zdravniških asociacij enotno, pa bi mogoče vseeno tudi z vidika zdravniškega društva dodali kakšen argument. Mislim, da zdravniško društvo povsem podpira akcijo sindikata Fides in prizadevanja vseh treh zdravniških organizacij v izboljšanju materialnega položaja zdravnikov, zato ker zadovoljen zdravnik je garant za kakovostno in prijazno zdravstveno storitev in stanje v zdravstvu trenutno ni dobro. Povečuje se količina, gostota dela, zdravnikov je vedno manj, nezadovoljstvo narašča in to se žal prenaša tudi v odnos do bolnika. Ali pri vas že, recimo, prenaročate bolnike, jih pravzaprav z dnevo povedujete preglede? Zaenkrat še ne delamo pa načrt, kako v primeru, če do stavke pride, kako bomo ravnali oziroma kolikšen obseg dela bomo izvajali. Kaj pa danes pričakujete, gospod Kuštrin, na pogajanjih? Še nov pobližek ali je tudi morda Fides kaj pripravil?
Pričakujemo na to, kar je minister že obljubil, korak bliže, vendar mora biti korak tako velik, da ga bomo opazili. Ne pa tako, kot je bil zadnjič, ko je bil pravzaprav samo korak naprej, en korak pa pol pa nazaj. Bo Fides s svoje strani kakšen približevalni predlog? Ko bo vlada naredila korak, na katerega čakamo, se bo tudi Fidesova pogajalska skupina odločila, kaj lahko naredi. Predpogoj seveda je, da se v sistem vrnejo nazivi. Brez tega nam jemljajo pravzaprav ves manevrski prostor za pogajanje. Za zdaj potem stavke bodo? Ali se še ne ve, kdaj bo se točno potem zvedeli? No, stavko lahko praktično odpovemo v četrtek ob 23. Vendar pa bi bilo za ohranitev funkcioniranja, normalnega funkcioniranja zdravstvenega sistema dobro, da pride do sporazuma začetkom prihodnjega tedna. Še nekaj me zanima, med stavko naj bi zdravniki potem zmanjšali svojo delo na tisti zakonsko določen minimum. Kaj to pomeni zdaj? Bolniki ne bomo smeli biti bolani med stavko ali kako je to? No, zelo natančno so opisane obveznosti zdravnikov med stavko. Če na kratko povem, lahko bolnike pomirim, vsak bolan državljan bo primerno obdelan in oskrbljen. Kajti pravila oziroma členi, ki so napisani v zakonu o zdravniški službi o stavki, izhajajo iz tistih etičnih pravil, ki smo si jih leta 1996 med stavko pravzaprav sami zapisali. Rad bi povedal pa še to, da je naš boj za boljše vrednotenje zdravnikov z ozirom na velik priliv zdravstvenih storitev in pomanjkanje je hkrati pomemben za ohranitev funkcioniranja javnega zdravstvenega varstva, kar je pa prav gotovo v največjem interesu državljanov in bolnikov. O razmerah, ki so vas vodile v napoved splošne stavke, ne bi se v kratkem pogovorili tudi s predsednikom vlade. Kaj pričakujete od tega pogovora? Moram reči, da smo kot koordinacija zdravniških organizacij, ki jo v letošnjem letu vodi zdravniška zbornica, torej profesor Pegan, smo naslovili vlogo tudi na urad predsednika vlade in tako kot predsedniku državnega zbora bi tudi predsedniku vlade radi predstavili v bistvu argumente, s katerimi nastopamo, da ne bo izpadlo, kot se hoče prikazati v javnosti, da izkoriščamo predvolilni čas za to, da bi vlado potisnili v stisko, da bi nam dvigali na plače.